Pozdravljeni na novinarski konferenci po 61. izredni seji vlade, kjer se je vlada seznanila z razmerami ob poplavah v naši državi. Na oder vabim poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana in v.d. generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina, ki nas bosta seznanila z zadnjimi informacijami na terenu. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan bo predstavil, kakšne nujne zakonodajne spremembe je vlada danes sprejela. Evropski komisar Janez Lenarčič pa bo predstavil, kakšne možnosti ima Slovenija pri pridobivanju evropskih sredstev zaradi poplav. Na žalost je policija potrdila, da so danes poplave terjale 4. smrtno žrtev. Šlo naj bi za starejšega moškega, ki je živel ob reki Savi. Zato še vedno velja opozorilo, da upoštevate zapore, navodila intervencijskih služb in da ostanete doma ter ne hodite na prizorišča ujm. Poskrbite za svojo varnost, premoženje naj bo šele na drugem mestu. Če potrebujete nujno pomoč, pokličite številki 112 ali 113. Zdaj pa vabim na oder predstavnika civilne zaščite. Lep dober dan. Jaz bi rad opozoril pa povedal dve stvari. Ena je, da smo na vladi in pa tudi na pristojnih ministrstvih obravnavali pobudo, da dopuščamo odprtje trgovin v nedeljo in praznikih, predvsem iz naslova hitrejše, bom rekel, sanacije, te nujne sanacije, da bodo ljudje lahko tam kupili določene stvari. Tako smo proučili in ugotovili, da to lahko naredimo le skozi odredbo poveljnika za čas trajanja intervencije in čez slabo uro ali pa še prej bo ta odredba izdana in bo glasila, da se prodajalne, ki prodajajo, odnosno prodajajo živila, tehnično blago ali pa otroško opremo, lahko odprte ne glede na določbe zakona o trgovini, tudi ob sobotah in praznikih. To je prva stvar. Druga stvar, ki bi želel opozoriti, je pa tudi ta, da smo se tudi na vladi dogovorili, da vsa komunikacija, tako ministrov, ministrstev in seveda vseh drugih, ki želijo pomagati ali kako drugače sodelovati v tej intervenciji, poteka preko spletnega naslova, odnosno e-maila podpora@urszr.si. Naredili bomo pa tudi novo domeno, ki bo malo lažja. Mislim, da bo domena glasila poplave@gov.si. Vse te bomo tudi ministrstva in pa tudi ostale javnost bomo s temi domenami obvestili, ker želimo, da vse te naše akcije in ponudbe posameznih nevladnih organizacij, pa tudi posameznikov, potekajo skozi en kanal, to je podpora štabu, in skozi ta naslov bodo vse te ponudbe prihajale in bile ustrezno ovrednotene, in ko bodo nastopile situacije, da bomo lahko uporabili te ponudbe, jih bomo seveda z veseljem uporabili. Vse bo tudi možno videti na spletni strani gov.si. Zdaj pa nas bo z zadnjimi informacijami, kaj je v Črni na Koroškem, kjer se je med samo seje vlade uspelo prebiti vojski, predstavil gospod Behin. Izvolite. Ja, dober dan. Dejansko imamo v Republiki Sloveniji najtežje razmere glede dostopnosti v Zgornje Savinjski dolini in predvsem na Koroškem. Medtem ko smo več ali manj uspeli vsaj priti, če ne drugače, v Savinjski dolini in tudi vzpostaviti po zadnjih podatkih veze za Solčavo, vse, kar se tiče komunikacijskih kanalov, tudi z pomočjo svoje IT opreme, pa lahko rečemo, da je dostop predvsem na koroške občine zelo omejen, predvsem na področju občine Črna, kjer so vse tri, vključno z avstrijsko glavno komunikacijsko cestno povezavo praktično prekinjene in ni možno priti. Se je pa prvim enotam našim v podpori Slovenske vojske dejansko uspelo prebiti do same Črne, z njimi vzpostaviti stik po zemeljski poti in sedaj potekajo aktivnosti, na kakšen način to komunikacijo, ki bo dostopna, treba povedati, izključno za intervencijske enote in za oskrbo prebivalstva, kajti gre za zelo zahteven teren, ki je dostopen s posebnimi vozili, možno ukrepiti tudi v prihodnje. Lahko povemo, da so danes o podpori letalskih enot Slovenske vojske in letalske enote Slovenske policije dostavljene tudi prve pošiljke hrane, v tem trenutku tudi vode v Črno,
na Koroškem. Istočasno je pa bilo v Črno na Koroškem dostavljeno tudi prepotrebno gorivo za delovanje tako agregatov, repetitorskih postaj oziroma tudi nekatere privatne namene že v tem trenutku, zato da se ohranja vsaj komunikacijska povezava in normalno delovanje sistemov, ki so nujni za zagotavljanje kolikor toliko normalnega bivanja. Vse skupaj jasno kaže na to, da v Črni še nekaj časa bojo zelo zahtevne razmere, da se pa zadeve izboljšujejo, vsaj kar se tiče dostopnosti in zagotavljanja osnovnih življenjskih pogojev, kot je hrana, gorivo in voda. Lahko tudi povemo, da se v tem trenutku za območje občine Črna pripravljajo helikopteri za izvedbo evakuacije določenih oseb. To sedaj nam je omogočeno, tudi z boljšim pogledom, kaj se dogaja, kajti nekateri objekti niso primerni za bivanje in je potrebno enostavno narediti premik in evakuacijo teh oseb tudi izven občine na druge bolj primerne površine oziroma bolj primerna bivališča. Nimamo pa poročil in je treba pomeriti javnost o kakršnih kolih pomembnih poškodbah ali pa čemarkoli drugemu. Gre samo zaradi zagotovitve varnega bivanja in delovanja tudi v prihodnje. Seveda se pojavljajo težave z dostopnostjo tudi v Prevaljah in drugih koroških občinah, ampak tukaj je situacija iz ure v ure boljša. Vedno je problem dostopnost z osnovnimi živili in te se tudi sedaj zbirajo potrebe zaradi tega, da se bodo lahko tudi v trgovinskem delu in vsem ostalih zadevah tudi izboljšala ta sama poraba in dostava, zato da normaliziramo delovanje na samem območju. Mogoče samo še o Savinjski dolini. V Savinjski dolini dejansko prihaja do ne velikega, vendar značajnega umirjanja vodotokov in padca vodotokov. V tem času so tudi na terenu že naše ekipe za preglede mostov in samih komunikacij. Vzpostavljene so nekatere nove povezave, kot je že rečeno, se vsaj tale srednji del Savinjske doline lahko normalno dostopa. Do samega severnega dela pa seveda je ta dostop praktično zelo zahteven oziroma onemogočen, ampak s stalno komunikacijo in z vzpostavitvijo teh komunikacijskih vodov tekom današnjega dneva, ki smo jih že naredili oziroma jih še bomo tudi pač bistveno olajšali komunikacijo med svojci in z vsemi, ki tam tudi živijo. Najlepša hvala. Imamo kakšna vprašanja morda? Ja, Kaja Kobetič ima prek aplikacije Zoom vprašanje iz Pop TV-ja. Izvolite. Ja, en lep pozdrav. Najprej vprašanje za gospoda Šestana glede odprtja trgovin. Omenili ste sobote in praznike. Ali je morda vključen tudi ta podaljšan delovni čas čez teden? Pa še ena stvar, ne vem, kdo mi bo znal več povedati, če kdo. Omenjeno je bilo, da so poplave terjale še eno žrtev, da je bil na obrežju Save najden moški. Če morda imate kaj več informacij glede tega. Hvala. Ja, glede časa odprtja seveda bo dopuščalo. Mi tukaj noter v tem odredbi ne bomo določali časov odprtja, tako da je to že utečeno in prepuščeno trgovinam. Glede smrtne žrtve pa mislim, da je naša koordinatorka tukaj že povedala v začetku tega prenosa, da je bila potrjena na porečju Save, starejši prebivalec je bil najden na žalost mrtev. Tako je, na začetku smo že omenili, kar je potrdil tudi minister za notranje zadeve, da gre za starejšega moškega, ki je živel ob reki Savi in je žal 4. tragična smrtna žrtev teh poplav. Še kakšno vprašanje? Če ne, se obema sogovornikoma zahvaljujem. Želimo uspešen dan. Hvala. Na oder pa bo prišel evropski komisar gospod Lenarčič, ki bo danes na seji vlade in je predstavil, kakšne možnosti ima Slovenija, da lahko pride do evropskih sredstev. Dober dan. Izvolite, da predstavite, kar ste tudi povedali slovenski vladi. Dober dan. Kot prvo bi želel izreči sožalje svojcem žrtev te vremenske kataklizme, ki je prizadela Slovenijo tako silovito in hkrati tudi solidarnost z vsemi tistimi,
ki so tako ali drugače neposredno prizadeti zaradi teh poplav. Kot drugo, želim izraziti priznanje in zahvalo vsem intervencijskim ekipam, ki so dejansko s svojim požrtvovalnim delom, po mojem prepričanju, rešile veliko življenj, zavarovale veliko premoženja in si zaslužijo zahvalo vseh nas. To ni samo vljudnostno, kar prihaja z moje strani. Dejstvo je, da podobni pojavi, podobne hude naravne nesreče v nekaterih drugih državah terjajo veliko število žrtev. V Sloveniji na srečo zaenkrat še ni tako in to tudi kaže na učinkovitost slovenskega sistema zaščite in reševanja. Na vladi smo danes obravnavali več možnosti za podporo strani Evropske unije. Naj poudarim, da Slovenija v tej situaciji, v teh težkih časih ni sama. Slovenija lahko računa na podporo strani Evropske unije, strani evropskih držav članic na več načinov. Prvi način, ki je tudi v moji neposredni pristojnosti, je skozi Evropski mehanizem za civilno zaščito. Slovenija lahko skozi ta mehanizem zaprosi za konkretno pomoč in potem tako pomoč organiziramo strani držav članic. Za zdaj je Slovenija zaprosila za satelitsko izdelavo zemljevidov, s katerimi bo lažje presodila obseg škode na prizadetih območjih in usmerila seveda sredstva za soočanje s posledicami. Obravnavali smo pa tudi druge možne vire evropske podpore. Tu gre predvsem za solidarnostni sklad. Solidarnostni sklad Evropske unije je namenjen prav za podporo državam, ki so prizadete zaradi naravnih nesreč. Obrazložil sem postopek za pridobivanje podpore iz tega naslova in, koliko razumem, bo Slovenija zaprosila za pomoč iz Evropskega solidarnostnega sklada. Obravnavali smo pa tudi možne druge vire. Možen dodatni vir evropskih sredstev je po mojem mnenju tudi tako imenovana Evropska krizna rezerva za kmetijstvo. Tu bi se dalo dobiti morebiti podporo predvsem za kritje škode, ki je nastala z uničenjem pridelka oziroma kmetijske mehanizacije zaradi teh poplav. Obstajajo pa tudi velika razpoložljiva sredstva v obstoječih programih, v katerih Slovenija dobiva podporo iz evropskega proračuna. Tu gre predvsem za kohezijska sredstva, za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa tudi iz Evropskega instrumenta za okrevanje in odpornost. Tu so na razpolago naši državi velika sredstva in vsaj del teh sredstev je v luči te vremenske krize, v luči teh katastrofalnih poplav možno preusmeriti za soočanje s posledicami te krize. Končal bi z naslednjim. Mislim, da je da so te silovite poplave tudi priložnost, da pogledamo dlje naprej, da investiramo več v izboljšanje naše pripravljenosti in odpornosti na tovrstne vremenske pojave, na tovrstne naravne nesreče. Slovenija je v zadnjih 2 letih izkusila katastrofalne požare v lanskem letu, letos katastrofalne poplave. To terja od Slovenije razmislek o možnosti, da se več investira v izboljšanje naše pripravljenosti in odpornosti na pojave, ki jim bomo očitno še priča v prihodnosti. Kot kaže, je bila uspešna vsaj v Celju, kjer je zgradila iz evropskih sredstev protipoplavno zaščito in se reka ni razlila kljub evakuaciji. Imamo vprašanje, Špela Novak, Radio Slovenija. Ja, dober dan. Mene zanima, če lahko kaj več poveste najprej o tem evropskem mehanizmu za civilno zaščito, kaj še, poleg tega, za kar je Slovenija zaprosila, lahko pač ponudite, pa v kakšnem časovnem okviru, potem pa tudi za te druge načine pomoči, za kakšna sredstva, v kakšni višini to sploh gre, pa spet v kakšnem roku. Hvala. Evropski mehanizem za civilno zaščito deluje na podlagi konkretnega zaprosila prizadete države za pomoč. Pravi, prizadeta država
konkretno prosi za konkretno obliko pomoči, bodi si za naprimer vodne črpalke visokih kapacitet, zato recimo zaprosila Italija ob majskih poplavah v Emiliji Romaniji in tudi Slovenija je prispevala to vrstno pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. Odziv mehanizma za civilno zaščito je praktično takojšen, v nekaj urah, v dnevu in tako dalje. Torej, to gre za takojšen odziv. Ko in če država zaprosi za pomoč, se trudimo to pomoč organizirati in napotiti v najkrajšem možnem času. Za druge vire je seveda potrebno najprej videti, kar se recimo solidarnostnega sklada tiče, kakšna bo ocena škode. Na podlagi te ocene škode se presodi, ali je dosežen prag, ki ga za upravičenost iz solidarnostnega sklada določajo pravila o funkcioniranju tega sklada. Ta prag je 0,6% bruto nacionalnega dohodka prizadete države članice. Če je ta prag presežen, se potem v skladu z metodologijo lahko izdela predlog pomoči prizadeti državi iz solidarnostnega sklada. O tem predlogu potem odločata v zakonodajnem postopku Svet Evropske unije in Evropski parlament. Gašper Petovar, RTV. Zdaj ste sicer že nekaj odgovorili, ampak mene vseeno zanima, glede na to, kaj ste slišali danes in od ministrov, gospoda Šestana, premijeja, bi lahko že dali vsaj kakšno oceno, koliko bi pa država vendarle lahko dobila za pomoč od EU? Za takšen odgovor še ni pravi čas. Kot rečeno, prvi pogoj je, da se oceni nastala škoda, na podlagi te ocene se potem izdela predlog za pomoč iz solidarnostnega sklada. Obstajajo seveda pravila, koliko največ je mogoče iz tega sklada dobiti, vsekakor to ni 100%. Zato pravim, da je več možnosti za soočanje s posledicami teh poplav v obstoječih programih in skladih, iz katerih Slovenija že črpa zajetna sredstva. V takih primerih, kakršnega imamo zdaj v Sloveniji, je možno določena sredstva preusmeriti v soočanje z posledicami teh poplav. Hvala lepa. Še Kaja Kobetič ima prek aplikacije Zoom s Pop TV vprašanje. Ja, pozdravljeni. V bistvu imam jaz že tretje vprašanje, bo precej podobno. Jaz bi vas vsem prosila vsaj za neko grobo oceno, koliko sredstev si Slovenija lahko obeta, da bomo vedeli, o kakšnih razsežnostih govorimo. No? Odgovor na to vprašanje je odvisen od ocene škode, ki so jo poplave povzročile Sloveniji. In na podlagi te ocene škode in zahtevka strani Slovenije bo komisija izdelala predlog pomoči. Vendar ponavljam, solidarnostni sklad je le eden od možnih virov pomoči za Slovenijo. Drugi so, kot že omenjeno, Evropski mehanizem za civilno zaščito. Tu ne gre za finančno pomoč, gre za pomoč v naravi, opremi, v moštvu, če je to potrebno, če država oceni, da bi potrebovala to vrstno pomoč strani drugih držav članic. Potem pa obstajajo še drugi viri. Največji potencialni viri pa so tisti, ki so že obstoječi, namreč tam so največja sredstva v kohezijskih skladih, v recimo Evropskem skladu za regionalni razvoj in v instrumentu za okrevanje in odpornost. Iz teh virov je možno preusmeriti znatna sredstva za soočanje s posledicami današnjih poplav. Najlepša hvala. Želim vam uspešen dan. Zdaj pa bo z nami še minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, kajti vlada je danes sprejela nujne intervencijske zakonske spremembe, da bi čim prej lahko pomagala ljudem, ki so ostali v teh ujmah brez vsega. Gospod minister, izvolite, da predstavite, kaj je bilo sprejeto na vladi. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes je vlada sprejela spremembo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 3 elemente je z tega vidika potrebno izpostaviti. In sicer tu uvajamo možnost dodelitve akontativnih sredstev
prizadetim občinam za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov, in sicer do višine 20% predhodno ocenjene škode. To pomeni, da bomo na ta način pohitrili dodelitev sredstev v obliki akontacije, ki bo možna še pred sprejemom končne ocene škode in končnega programa odprave nastalih posledic. Poleg tega skozi novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč uvajamo tudi možnost povračil škod v kmetijstvu, in sicer s predlagano novelo širimo obseg upravičenosti, in sicer za škodo, za katero je mogoče prejeti državno subvencijo za zavarovalno premijo, ter uveljaviti izplačilo škode za 100% poškodovanost kultur po načelu de minimis. To, kar je še pomembno, je tudi to, da bomo za te škode uveljavili tudi načelo retroaktivnosti, in sicer za škodne dogodke, ki so nastali v letošnjem letu, se pravi po 1.1.2023. Kot kaže, bi lahko parlament že v kratkem obravnaval to zakonodajo. Imate kaj informacij? Tako je, kot vse kaže, bomo ta zakon vložili v Državni zbor že takoj začetek naslednjega tedna, kar pomeni, da bo obravnava v Državnem zboru po nujnem postopku tudi potekala v naslednjem tednu. Hvala lepa. Imamo kakšno vprašanje tukaj, fizično prisotni? Ne. Kaja Kobetič, ki je edina z nami nadaljavo? Tudi ne. Minister, potem pa se vam zahvaljujem. Želim vam miren dan, tudi vašim sodelavcem in vsem ekipam, ki so na terenu. Vse pomembne in relevantne informacije lahko spremljate tudi na gov.si, kjer vas bomo obveščali o vseh aktualnih zadevah. Vsem želim uspešen in miren dan. Nasvidenje.